Skratka, jaz sem se spet po mnogih letih lotil amaterščine na ta pravi način. Pobuda za to je bila, da je pač ne par kosov opreme sem slučajno nekje našel, se pravi, to je bil en QRO za 10 GHz in potem sem rekel, če že imam to opremo, dajmo z njej nekaj narediti. Skratka, pobuda je bila v teh par kosih opreme, no, in potem seveda jaz sem se tega lotil, ne, in seveda k sreči te najbolj pomembne kose, kot je antena, rotatorji, ki je sicer ročni, se pravi levo, desno, gor, dol vrtimo, ki to je še zmeraj star nemški flak, to vse deluje. Potem predojčevalec sem tudi nekako skupaj spravil, potem seveda je bilo treba sprejem oddaja, to sem rekel, bomo poenostavili zadevo, pa smo kupili transverter Kunejev za pač 450 €. Pa za prve zveze, ki sem mi ni dal tega še vse skupaj zvezati, oziroma pa tega bilo preveč, sem uporabil kar Matjaževo postajo, ZIF. Tako da sem, zadeva izgledala tako, da sem rekel ob času T, naslednji teden je bil tisti RL contest, drugi teden bi jaz bil na Luni na 10 giga. Marko tukaj je rekel, dej, to nima šans. Ampak izkazalo se je, da sem nekako le uspel in z vso to svojo opremo, se pravi z transverterjem za dol, pa z Matjaževo postajo za gor, pa klasično postajo, sem uspel narediti vsega skupaj 3 zveze, neverjetno. Zdaj, kje je ta glavni razlog? Ni razlog v tem, da jaz ne bi korespondentov slišal, ni razlog v tem, da jaz ne bi korespondentov, da oni mene ne bi slišali, zato ker sem jaz isto QRO na kuru, ki smo ga dobro zrihtali, je šlo vam tudi 400 W, na 10 giga je to taka moč, da gre, da dobiš lahko tam 10 deci ehote nad šumom. Skratka, to je vse šlo, ampak korespondenti več telegrafije ne znajo. Enostavno ne znajo. To je ena stvar. In seveda na digitalnih načinih narediš lahko bistveno več zvez. Seveda so potem vsi tam. Nekaj treba spremeniti, se pravi, ne preostane mi drugega, kot da stvari nastavim drugače. Zdaj, mogoče sem nekaj o 10 giga, se pravi, to je vsebina, dobro, to bomo šli kar naprej, da ne izgubljamo časa. Luna je, ne samo na 10 giga, tudi sicer je velika 3500 km, oziroma pa pol stopinje približno. Zdaj, moja antena je približno 0,7 stopinje, mislim, da je tam nekje. Pol imamo pa še seveda to slabenje, ki je tam 287, če je Luna bliže, 289, če je v apogeju, če je stran. Potem na 10 giga zelo pomembno je pač Doppler, ki je pa posledica in vrtenja Zemlje in pa libracije, se pravi, Luna ni čisto primer, ampak nekako se giblje vpleta, če temu tako rečemo. In to se zelo pozna. Mislim, Doppler je pomot, imamo 15 kHz, se pravi, za to loviti moraš biti kar spreten. In jaz v tistim svojem prvem setupu, ki sem imel klasično postajo, pa Matjažev TX, pa tako naprej, pa še obračal sem anteno na roko, se pravi, malo ne štimaš, laufaš ven, malo obrneš anteno, poslušaš, tam imam tisti sicer, ki mi na šum naciljam. Skratka, to je bila živa muka, pa perioda 2 minute. Ugotovil sem, da pač po 1 minuti sem mogel anteno popraviti, če si hotel normalno delati. Skratka, katastrofa. In potem pa še seveda frequency spread, kar pa je pomembno potem, predvsem pri digitalnih načinih, koliko so tisti bitki narazni. Se pravi, če imamo 4 tone, potem mora biti toliko narazen, da se ti ne prekrivajo. Na 10 giga imamo to, recimo pa JT4 submode F. Tole sem povedal, se pravi, kako sem začel, se pravi, s 3 zvezami in seveda potem je bilo potrebno iti preklopiti na digital. Zdaj, mogoče sam pri preklopu na digital sem imel kar veliko težav, predvsem s softverom, neverjetno, sem softverski inženir, pa sem imel s tem največ težav, ampak jaz sem tudi imam to težavo, da sem nekako adaptiran. Skratka, prisiljen sem v tem trenutku še vedno delati na Windowsih in to meni nikakor ne gre. Ne gre. In tam je en kup kompromisov, ti programi so sicer super in VSJTX in pa PowerSDR in tako naprej, ampak te je treba skupaj povezati in to je vse nekako narejeno, da imaš zunaj postaje. Jaz sem imel pa vse nekako, skratka, jaz moram komunicirati, en program z drugim komunicira prek virtualnega USB porta, recimo za pošiljati quad kontrole. Ali pa iz enega do drugega programa moram narediti virtual audio cable in podobne stvari. In to rata izjemno zakomplicirano in tukaj mi je pa veliko pomagal, zanimivo, delam zvezo z
Whisky Alfa 3 LBI, kot ste verjetno opazili, je pokojni, mislim, da od prejšnjega tedna, jaz sem bil na Novi Zelandiji, sem to opazil. In človek mi je pomagal tako, da se je on preko TeamViewerja povezal na moj računalnik in sva štimala, on je v Ameriki oddajal, smo gledali, kaj se dogaja in mi je pomagal vse zrihtati, da sva nastavila. Prav zanimivo. No, tole tukaj, kar vidimo, je pa zdaj moj končni setup, končni, to nikoli ne bo. Skratka, imam 3 metre anteno, imam transverter in pa potem imam direktno že Red Pitaya SDR. Red Pitaya, to je en spin-off, mislim, da je od Scientific Technologies, kaj so že, iz Saucana. To je tale tukaj noter, tale škatlica, ki ima gor FPG, pa en ARM procesor, pa Linux gor. In signal pride, se pravi, uporabljam pa tako imenovan undersampling, pa bandpass sampling in signal gre direktno noter iz transverterja 144 mega. Jaz to bom potem še pokazal. Skratka, to je vse, kar imam za 10 giga. To je postaja za 10 giga v tem trenutku. Mislim, da je skupna, to bom pol pokazal, skupna cena, strošek tega je recimo tam okrog, se pravi, 450, transverterja je 700 evrov, pa še nekaj drobnega zraven. To je to. Zelo pomembno, imam 10 mega zunanja reference, imam ene 2 Rubidja, pa tudi GPS. Brez tega enostavno ne gre več. Na 10 giga, če zelo hitro fališ za par 100 Hz in potem nista več korespondenta na istih frekvencah. Zato sem en spin-off od tega projekta, da tudi ta 125 mega oscilator, ki ga imam zaklenjenega na vzven. To sem z enim ADF 4002 PLL čipom naredil, pa z enim TCVC-XO in zadeva super deluje. Kaj še? Dobro, imamo možnost tudi gor prikopiti tale audio kodek, ampak tega ne uporabljam. To je tiste, če bi hotel fonijo delati ali pa karkoli. In pa potem, seveda, na to škatlo se pa povežemo prek Etherneta. Tukaj je Ethernet in to gre potem na računalnik, pa kot rečeno Power SDR pa VSTX. Tukaj bom isto prosto, da mogoče kaj se to, da tole pretumbamo na Linux, ker kot rečeno, jaz tudi nisem za user-friendly program. Zdaj, seveda še ena stvar, ki je, uporabljamo se pravi, na anteni imam FIT, pa potem koaksialni relé, kar je po moje izjemno pomaga predločevalc. Kaj sem rekel, koaksialni? Pardon, valovodni relé, Valovodni relé, ki je praktično brez izgub in moram reči, da jaz sem bil vedno samo v zgodovini kuril predločevalca ali karkoli, tukaj se to enostavno ne zgodi. Zato, ker je to tako kot ventil, ki ga zapreš, odpreš in ni šans, da pride high power na njega. Moram malo na uro gledati. Kaj pravi? Ste že pozvonili. Ok. No, se pravi, to predločevalc se pa tudi uporabil en stari iz nekih TV setov, kakorkoli že. Sem pa prvo stopnjo zamenjal in tist nekako po moje imam tam cirka 0,8 deci šuma zmerjeno z Markovim Nuise metrom, kako že to je. Še to, tisti 144 mega filter je tudi njegov izdelk, namesto da bi vzel njegov načrt, sem ga kar spulil doma pri njem, pa sem ga preglasil, je bilo bolj enostavno. Tako izgleda moj setup, to je že isto, kot že leta nazaj. Zdaj, ima eno veliko prednost, ker jaz, če sem tukaj v tej poziciji, ki je zraven delavnice, da ven laufam pa obračam, ne vidim vzhoda, mislim, da maksimalno tam na 110 stopinj pridem, zdaj, če hočem iti pa še bolj vzhodno, moram pa anteno premakniti, in to je kar projekt, se pravi, čeprav je na kolesih, vidite en kup kablov pa tega, ko je treba predstaviti, in enkrat sem imel sket z VK7 UM, in če hočeš narediti Tasmanijo, ni drugega kot pa anteno predstaviti, in operacija je bila uspešna, to bom tudi potem kasneje pokazal. Zdaj, kaj še prednost imam? Tele valovodne povezave, oziroma tale eliptični valovod, ko se imenuje tale rebrast, ki ima tudi zelo malo, pa če imam dovolj moči, potem to niti ni problem tistih par, tudi če bi par deci skupil konc konca, verjetno se ne bi bilo kaj zasekirati. Tole na levi je en predelan Guero, o katerem sem govoril, kako smo ga pridelovali, to sem si v Markovi delavnici, ko on ima network, ki dela na 10 giga, jaz ga nimam, jaz sem samo do 3 giga.
Zgoraj pa vidite, kako je, se pravi, valovodni relé, predačevalc pa feed, ne, to je pač lepo z zvezdicami povezano, tako kot mora biti, ne, in lepo deluje in potem daš še najlon vrečko čez, zato da se ne zmoči. Zdaj, red pitaja, ne, ki sem jo prej omenil, izjemna stvar. Moram reči, da jaz sem bil, ko sem to videl, sem rekel, zdaj, kako mi stvari delujejo, sem rekel, kako sploh nekdo še lahko uporablja klasična postaja, ne. Ker zadeva je fenomenalna in za izjemno malo denarja. Ok, imate Flex radio, ki košta, ne vem, 10-krat več ali pa 15 ali 20-krat več, ampak ta zadeva enako deluje, fantje so v Sloveniji, meni so pomagali, recimo, sem rekel, ok, bi rabo brez vhodnih filtrov, ne, ker sicer ima originalno na 50 mega filtre, ker je sampling na 125 in zadeva ni bil problem, sem dobil, ampak itak so tudi navodila na netu, kako se te stvari naredijo. Skratka, ti imaš vse pred sabo, gledaš cel spekter, delaš vse žive stvari. Edino, kar je potrebno, je par predelav. Te predelave so, kot sem rekel, vhodni filter, pa to je pa kristal, ki ga imajo oni noter, oziroma oscilator je tak, bolj bog pomagaj, ne. Tisti pleše gre gor dol, skratka, da smo dali drugi oscilator za 125 mega, pa zaklenili smo ga na frekvenco zato, da je točen. Kaj ima še? Se pravi, noter ima pač ta Zillingsov FPGA je noter, potem je noter še en procesor, oziroma en ARM in tako naprej. Ampak tole si lahko potem sami pogledate, pa tudi veliko je o tem napisanega. Zdaj, v začetku sem jaz najprej uporabljal, sem rekel, iz transverterja prije 2 metra, zdaj pa rabim jaz tole priti dol, da bom lahko sploh delal z red pitaja, pa sem dal še en transverter vmes. In potem se je izkazalo, da je tisti transverter vir mnogih težav. Seveda, pred 10-15 letem, ko sem jaz delal kontekste na 2 metra, točnost frekvencije ni bila problem, tukaj se je pa izkazala za velik problem, ne. Pol sem ga moral predelovati, pa druge kamne, pa ne vem kaj še vse. Pol pa ideja, zakaj ne bi to drugače naredili, no. In potem smo zadevo predelali tako, da v bistvu delamo direkt na 2 metrih, se pravi z undersamplingom, kar pomeni, če je moja frekvenca vzorčenja na 125 MHz, ne, do 144 mi manjka še 19, se pravi, jaz moj transverter, oziroma moj red pitajo sprejemnik nastavljam na 19 MHz in je isto, kot je bil na 144, seveda moram poskrbeti, da pred tem vse ven sfiltrijo. In sem potem tisti, tukaj kot je narisana, zona 3, ne, se pravi, je to. To je silni Markotov filter, kot vidite, najbolj všeč so mi tisti sklopni kondenzatorji, ki so v bistvu 2 žičke, ena zraven druge, ne, ker 5 centov smo prišparali tle, pa lepo se da, to je kondenzator, ki se ga da lepo oštelati, ne, tako da. Ampak tudi vidite, če pogledamo njegovo karakteristiko spodaj, vidimo, da super deluje, ne. Je sicer naredil še ene z unimi špulcami Burklina, ampak je bistveno slabši, ne, ta je mnogo boljši, zato sem ga zaplenil. Tole je 125 mega referenca, ADF 4002 Bruce je tukaj, tam je unij oscilator in moram reči, to je pa sin je naredil, moj sin je naredil ploščico doma, ne, mislim, da je rabil ene 5 ur, da je to naredil kapo dol, jaz tako drobne zadeve z laserjem ne uspem skrb spraviti. Drugače pa ta PLL se sicer sprogramiral z enim ATA-tajnjem in tako naprej, to je bila tudi dolga zgodba, nekaj cajta je vzeli, ampak zdaj vse skupaj deluje in seveda ten dvor, pogledajte, kako decimalno natančno tole špila. Seveda oboje sicer pa na isto referenco. Ok, to sicer je tukaj, ne, dam, če koga zanima, je na voljo, si lahko pogledate, drugače pa to. To je ta škata, imamo tam red pitajo, na njej sicer imam jaz tukaj zdaj še tole 125 mega referenca, ki je prej še nisem imel. Transverter, tam zgor imam samo en 12 V na 5 V pretvornik, skratka, dosta enostavno. Zdaj, mogoče ena slaba lastnost je od tega, da ravno tega audio kodeka, ker se tam v bistvu je ta neka hitra serijska linija, tam se mi neki spuri pojavljajo, to bo treba še razrešiti, ampak
načeloma zadeva super deluje. Zdaj, za software, kaj uporabljam ta Power SDR pa VSTX, a ne? Bom kar tukaj, ker se mogoče vidi, opozoril na nekaj zadev. Kje sem jaz imel največ težav? Se pravi, da sem tole nastavil, se pravi, da imamo nivoje tam ta prave, da izberemo ta pravi način, se pravi, če smo QRA, mora biti QRA 64D, ne? Ta D pomeni v bistvu tisti spacing med toni, ali pa če smo na JT4, moramo imeti F, ne pa karkoli drugega, ne? Zakaj? Ker sicer so ti spacingi drugačni, zadeva ne bo delovala, pa še zelo pomembno je, tle nekje imamo frekvenčno toleranco, je treba nastaviti F-tol tam, ja, jaz sem jo dal kar na maksimum. Seveda, mi smo tukaj na EME, kjer imamo eno postajo, ker nimamo, ne vem, se pravi, mi si lahko prvoščimo zelo veliko toleranco, pa ne uni potem naprej išče, ne. Oziroma zelo velika verjetnost je, da smo mi kar fajn izven frekvence, pa tudi, če sem jaz zaklenjen, zna biti, da korespondent ni tako točen, ne, ker je, pa če zmnožimo te naše osnovne, pa na 10 giga je to kar veliko, ne. Mogoče tukaj zanimivo, staja ta Whisky Alpha 3 RGQ, tega sem na chatu videl, sem mu napisal, a bi naredila midva, probala zvezo narediti, ne. Rekel, ne, ni šans, jaz nimam še nobene zveze na 10 giga, imam samo 8 vatov, ne. In sem rekel, pa dej, let's go, ne. In ne boste verjeli, v drugem poskusu sva naredila zvezo, jaz ga na slapol, kako se reče temu, na waterfallu, nisem niti videl. Oziroma, mogoče se ti malo zdi, ampak smo naredili, ne, in tip je vrisko posel. Jaz sem seveda si vesel, ne, če z nekom narediš tako prvo zvezo, ne. Signal je bil pa, mislim, minus 22 je bil njegov, ja, minus 22, tako. Zdaj, o tem, to je že isto govoril, jaz se tukaj ne bi spuščal, mogoče ta maksimum a posteriori, ne, oziroma šloganje, ampak se v bistvu tudi mi šlogamo, kadar poslušamo. Naše ušesa možgani podobno delujejo, tako da tukaj ni kaj veliko za filozofirati, skratka, da bi to bilo kaj posebej drugače. Mogoče je zanimivo še ta LDPC, Low Density Particle Check, namreč, če bi šli po navadnih metodah izračunavati naše verjetnosti, pa stvari skupaj dajati, bi rabili izredno močen procesor, zaradi tega gremo rajši na LDPC. O tem je bilo danes že kar nekaj povedanega, zato bom to preskočil. Mogoče še ena zelo zanimiva zveza, to je tista, zaradi katere sem predstavljal anteno in mi ni žal. Namreč naredil sem zvezo z Rexom VK3UM na Tasmaniji, ki je imel najprej prvi dan me je vprašal, da dam veliko anteno ali ta malo, sem rekel, dajte veliko anteno ven, 1,20 m, in potem smo pa drugi dan probala še sta malo, se pravi, imel je 60 cm parabolo, pa 50 vatov, ne. To je pa res, da je verjetno on med najboljšimi, res ve, kaj dela, res ve, kaj ima, ne. Seveda okna so razmerno majhna, ne, Tasmanija je čisto na drugem koncu, tam pa do Avstralijo, ampak, kot rečeno, sva lepo naredila. Potem, kot sem že prej omenil, ne, ta je ta Whisky Alpha 3 RGQ, 3-metrska antena pa 8 W, zdaj lahko si poračunate, koliko je minimalno, da bi lahko delali, ne. Zdaj, tukaj imam tukaj sem imel sicer en video, ki prikazuje, kako to moje delo zgleda, ne, ko malo nastavaš, laufaš ven, obrneš anteno, poslušaš šum lune in tako naprej, ampak dobro je. Zdaj, mogoče še nekaj o tem, kaj se meni zdi, da so izzivi, ne. Zdaj, tako kot je trenutno se zadeva postavljena, jaz mislim, da ni potrebe potem, da bi na PC-ju laufal ta velik del procesiranja, da bi bilo to zelo fajn, če bi to predstavili na tisti računalnik, ki je tam čisto zraven FPGA-ja, ne. Ampak seveda, zato treba vse te software spisati, predelati, narediti, skratka, kar nekaj dela. Zdaj, za Doppler tracking, jaz sem rabil kar nekaj cajta, da sem te stvari ujel, pri Doppler trackingu imamo več načinov, vse ste verjetno opazili, ne, samo na nižjih bandi mogoče ni to niti pomembno, da imamo CFOM, kar je Central Frequency on the Moon, ne, zakaj, da v bistvu, da navidezni sprejemnik ali pa opazovalci na Luni bi vedno slišal isto frekvenco, gre za to, da recimo, če je Luna v takem položaju, da se od nas oddaljuje, pri korespondentu se pa približuje, se pri nas je Doppler
negativen, tam je pozitiven, a ne, in to je treba skompenzirati. Zdaj pa se treba zmeniti, kdo bo kompenziral, vsak svojega, ali eden za oba, ali kakorkoli. To je tudi en zelo pomembnih razlogov, zakaj se zveze ne naredijo. Kaj pa je problem? VSTX ima to sicer noter, ampak jaz mislim, da to ne spada v VSTX programa, bi mogel biti neodvisen modul, ki bi fural. Skratka, da ti fura Doppler correction na postajo potem. Ne. Zdaj to laufa pač prek tistih CAD protokolov in tako naprej in tukaj zadeva dosti nagale. Skratka, to se mi zdi, da je prva stvar, ki bi jo naredil. Ne. Ta PowerCDR, ki laufa sam na Windowsih, to je še ena stvar, ki bi jo zagotovo rad premetel na Linux, oziroma moram si vzeti enkrat čas pa pogledati, če kakšna druga rešitev. Potem, seveda, kot sem rekel, te komunikacije, CAD kontrole in tako naprej, te so bile namenjene, da včasih, ki je bila postaja zunaj, da se z njo preko RS-232 se pogovarja pa in nastavlja frekvence. To je popolnoma noro, da mi zdaj en program z drugim komunicira po CAD protokolu za RS-232 in ti narediš neki virtualni USB vmesnik, da mu pošilja. Kako to deluje, a ne? To je sigurno stvar, ki bi jo bilo treba poštimati. Zdaj, kar se tiče, pol, se pravi, na PowerCDR imamo še ta split mode nikakor noče prav delovati. Zakaj je split mode pomemben? Zaradi tega, da ti čisto neodvisno laufa tole korekcije frekvence, se pravi na oddaji, na sprejema in da zmeraj, ko preklopiš, da takoj gre, ne pa da uni nekaj emulira. Na RedPita imam pa še nepar izzivov tamle s tistimi motnjami, kadar mi deluje audio kodek. Zdaj, kaj so stvari, ki sem pogledal, da so pomembne, ne, se pravi, važno je, da imamo točno frekvenco, zato danes je to sorazmerno enostavno, glede na to, da imamo GPS sprejemnike, pa jih lahko na to zaklenemo. Točna ura, to je pač NTP sinhronizacija, nič posebnega danes za nastaviti. Pravi mod pa submod moramo v teh programih nastaviti, pa tisti bandpass oziroma koliko je širina in pa Doppler kompenzacija. Zdaj, kaj je minimalna oprema za 10 GHz? Po moje 10 GHz je v tem trenutku najbolj kompaktna postaja. Se pravi, da si lahko prvošiš, da greš praktično kamorkoli, kot smo videli z 60 cm anteno, pa z 50 W lahko delaš, kar je super, se pravi, da je ekspedicija kamorkoli. Seveda, če bo antena manjša, je treba pač na oddajni moči nekaj narediti. Imamo transfer, če ga kupimo, je to 450 €, RedPita je cirka 250 €, po moje je to najcenejši CDR, imajo še neki Hamlab zraven, oziroma eno tako škatlo, ki so noter filtri pa te zadeve. Tako da, ko preklapljaš bande, ima že vse za kratkovalovne bande govorim, in zadeva deluje, ampak ima pa 5 W. Ampak to je čisto dosti, mislim, da košta 400 €, ta še to zraven imaš za 700 € fantastično postavo, proba se tudi na KV-u par zvezd narediti, zadeva super deluje. Potem za predvečevalce lahko vzamemo kar eno obstoječe LNA 10 GB, vzamemo tisto prvo stopnjo in jo uporabimo, in pa seveda od 8 W. Jaz sem napisal tisto, kar sem sam videl, da deluje, se pravi od 8 W pa na vzgor. To je to, zdaj, če kogarkoli karkoli zanima, tole imam tudi sabo, ali pa naj potem pogleda, pa imate tukaj na voljo. Hvala lepa.